Dober dan, to je N1 studio. Že vse od sobote na n1info.si po delih razkrivamo zgodbo, ki bi morala skrbeti vse. Ministrstvo za delo celo pravi, odgovorni bi za tako brutalno izkoriščanje morali za zapahe. V tekstilnem podjetju Moda Milan iz Gornjih Petrovcev na Goričkem namreč zaposlene že desetletje molče trpijo teptanje delavskih pravic. Od neizplačil sobotnih ur in onemogočanja njihovega koriščenja do onemogočanja izrabe letnega dopusta, zamud pri izplačilu plač, marčevsko še vedno čakajo, pa nadomestil za malico in prevoz na delo, celo prispevkov. Od lanskega regresa so zaposleni dobili borih 90 evrov, kaj bo z letošnjim niti pomisliti ne upajo. A po naši objavi se vendarle premika, Inšpektorat za delo je vložil kazensko ovadbo, kot rečeno, tudi pristojno ministrstvo je ostro reagiralo. A država se mora odločiti, kako bo spremenila sistem, ki takšne ekscesne primere omogoča. Da se podjetjem bolj splača v nedogled kršiti pravice zaposlenih in potem plačevati globe. Da je to celo poslovni model. Da zaposleni, ker se bojijo povračilnih ukrepov, to tiho prenašajo in se nikoli ne uprejo. Da sindikalisti, ki bi to morali prijaviti, molčijo, češ da globe prepotreben denar iz podjetja le odnašajo. Spoštovana gosta, dober dan, Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Evo. In Goran Lukič, delavska svetovalnica. Dober dan. Lep pozdrav. Poglejmo pa najprej izjavo zaposlenega, ki je kot edini pripravljen sicer ob zakritju bil spregovoriti za našo kamero. Z njim se je pogovarjala novinarka Manca Turk, ki je zgodbo tudi objavila. Delavci hodite na delo tudi ob sobotah, ne? Ja. Je to že od samega začetka? Je to neka nova stvar, da ste tudi ob sobotah na delu? Ob sobotah se je delalo zmeraj, ampak 2-3 leta nazaj se pa to že vleče, da se ne izplačujejo. Prej so se izplačevale normalno delovne, ure kot nadure. Soboto plačana nadura, redno. Zdaj pa že se je to zadrževalo, vleklo so se ure, vlekle. Pol je rekel, da lahko koristiš, ali si daš sešiti določene stvari, ampak denar je le denar. Delavec gre v soboto delati, ker rabi denar, moja. Ste vsako soboto delali? Zgodilo se je mesečno sigurno 2. Ja. In na račun teh 2 sobot, koliko dni ste bili potem prosti? Ja, nedeljo samo. Dobesedno mislim, da me nekako izkorišča, dobesedno. Ko ne dobiš tisto, kar ti pripada. Vsak hodi v službo, ne more dobiti denar tiste, kateri ima pripada. Naj povem, da šefa podjetja Milana Mereca še vedno nismo uspeli preklicati, čeprav zgodbo raziskujemo že kar lep čas. Gospa Jerkič, inšpektori so v podjetju opravili že 33 nadzorov, do zdaj potrdili kar 42 kršitev delavskih pravic v 11 letih in izrekli za več tisoč evrov glob. Ste vi kot predsednica Zveze svobodnih sindikatov za ta primer vedeli in koliko časa, ali ste prvič za to slišali, ko smo na N1 začeli poizvedovati, in nazadnje so tudi kolegi iz Vestnika v bistvu opozarjali na ta primer? Zdaj najprej uvodoma. Primeri, kot je ta, so bili v preteklosti mogoče precej bolj pogosti. Če se spomnimo propada kopice podjetij tudi v koncih na Štajerskem, tam naprimer metalne Iskre, Litostroja. Vse to je šlo nekako v tej smeri, ki kot kaže se dogaja v Modi Milan, tudi Mura. Predhodnica je bila v bistvu v isti situaciji. In to ponavljajoče se obiskovanje inšpekcije in odrejanje kazni, ja seveda, vsake toliko časa, smo bili v kontaktih tudi s kolegi iz podjetja, zlasti sekretarko, ki to področje pokriva, in sindikatom dejavnosti, gre za sindikat tekstila. Tudi to, da ni bilo izplačil v plače v tem mesecu in regres, ja, to nam je znano. Gospod Lukič, glede na vaše izkušnje s podobnimi zgodbami v podjetjih, kaj vas je pri tej zgodbi morda najbolj presenetilo?
Ja, pravzaprav več stvari. No. Če ne drugo, recimo prejšnjo leto, približno v istem času smo imeli zgodbo Marine Blues Aleja iz Kozine, kjer se je nekako zgodilo kot neke vrste veliki pok v javnosti, kaj se dogaja. Zdaj pa se mi zdi, da je to nekako, to se pa tam dogaja, nekako oblak tišine je okoli tega, če tudi zdaj se v tem trenutku v medijih okoli tega pogovarjamo, ampak še vedno je občutek, da je to zdaj tista zgodba tam, v tistih krajih, ki so pač malce manjši kraji, ko niso pač nekako obljudeni javno in to je tista lokalna zgodba. In tukaj v takih krajih, v takšnih lokalnih zgodbah, ki so pa zelo plodna tla za tisto, kar bi mogoče lahko rekli prisilna delavska družina. Skratka, imaš delodajalca, ki ima okoli sebe skupino delavcev, ki so bodisi starejši, bodisi so dali čez kar nekaj verižnih stečajev, bodisi oboje. In v takih situacijah imaš na žalost zelo plodna tla za samo izkoriščanje in hkrati tudi tišino. In če se ta tišina dogaja znotri, pa potem tudi navzven, potem imamo zdaj dvojni problem in to se zdaj dogaja. Ko ste ravno omenili to tišino, gospod Lukič, pogosto je pri takih kršitvah delavskih pravic prisoten tudi strah zaposlenih. V tem podjetju jih je okoli 100, večinoma gre za šivilje, ki so prej delale v Muri, ta pa je potem končala v stečaju. Za seboj imajo torej že vsaj eno grenko izkušnjo, poleg povračilnih ukrepov se tako bojijo tudi, da bi ostale še brez tistega prihodka, ki ga dobijo. Poglejmo. Ves čas poslušam, kako je delavce strah. Že ko sem poskušala priti v stik z zaposlenimi, da bi mi pred kamero, pa tudi če zakriti, razložili, kaj se dogaja v podjetju, nihče ni bil za. Ja. Zakaj je ta strah tako velik? Prejšnja leta, ko so včasih v časopis dali direktorje za določene stvari, je zmeraj prišlo do kakega konflikta in je rekel, da bo raziskal, kdo to dela. Pa se pa človek boji, veste. Bojiš se, dobesedno se bojiš. Dober dan, kakšno je stanje v podjetju? Vi, gospa, kako je noter? Pa, še kak tak. Regres za lani ste že dobili? Ne, njemu to komentirala, ga so že dosta pisali. Regres ste že dobili izplačan? Kakšne so razmere v podjetju? Pa delamo. Ste že dobili plačilo za malico, za nadomestilo? Dober dan. Dober dan. Kakšne so razmere v podjetju? To morate pitati, notri je šefe, to je prvo. Razmere so pa gline najboljše. Ja. Kaj to pomeni? Ne vem, pravi, morate pitati šefa. Regres ste že dobili za lani? Lanskega ne. Nihče noče biti izpostavljen, to je to. Ampak česa se bojijo ljudje? Ne vem. Česa se vi bojite? Reakcija nadrejene, po mojem. A se bojite, da bi lahko službo izgubili? Pa tudi to se lahko zgodi. Posnetki so zelo zgovorni, ne? Gospod Lukič, podjetje ima trenutno blokirane račune, zato tudi šivilje še niso dobile plače za marec, ki bi jo morale dobiti 18. aprila. Negotovost je velika, stiske tudi, tiho so celo, ko se na oglasni deski v podjetju pojavi obvestilo, da naj si zaposlene same v službo nosijo WC papir, potem pa je direktor ugotavljal, kdo je to dal v javnost, pa so potem tisto obvestilo umaknili. Kdo je tisti, ki bi moral v takšni situaciji zaposlenim pomagati in kako? Videli smo, slišali smo, v kakšni stiski so. Mislim, da se moramo vprašati, kdo je tisti, oziroma kaj je tisto, kar je povzročilo, da se ta tihi teror legitimizira znotraj te organizacije delovne kot neka kultura. To je tisto, kar bi se mogli vprašati. Kako je možno, da so v bistvu v teh 11 letih ne samo, da so inšpektori niti ene ovadbe dali naprej, oziroma da niso pač ustrezno ukrepali v smislu pregona, ampak kako je možno, da v teh 11 letih se na drugi strani, tudi zaradi tega neukrepanja države, zgodilo to, da je to postala taka kultura, rečemo temu tihega ustrahovanja, ko sploh ne rabimo, tukaj moram poudariti, takšnih okoljih ne rabiš ti delodajalca, ki bo on rekel, to moraš narediti, to ne smeš narediti. To je že ponotranjeno, v bistvu nažalost, pri dosti delavcih, da tega ne smeš narediti, da pa to pa moraš narediti, da moraš iti v soboto, če bo ali pa ne plačano, da moraš to delati.
Skratka, tukaj se moramo res vprašati, kako je možno, da je ta veriga nadzora, ki je trajala v bistvu 11 let, kako je do tega prišlo, da imamo zdaj delavce, ki ne upajo v bistvu povedati, da se jim kršijo pravice. To moramo se vprašati. Ampak dajmo reči še kakšno o vlogi sindikatov. Gospa Jerkič, pomurska predstavnica Zveze svobodnih sindikatov, Zdenka Bobovec, podjetja nikoli ni prijavila, ker da globe potem iz podjetja odnašajo prepotreben denar. A se vi s tem strinjate, ali bi morala vaša sindikalistka podjetja v preteklosti prijaviti? Izjava, če se ne motim, leti na prijavo zaradi neizplačila regresa, tega, ki je trenutno dolgovan, pa se bom vrnila nazaj. Inšpekcija je v podjetju po njihovih izjavah bila vsaj 33-krat, izrekla na tisoče evrov kazni, učinek je pa kakšen? Ampak kje pa potem, se upravičujem, tu vloga sindikata? Zdaj poglejte, sindikat seveda, ne bom zdaj rekla, nadzira poslovanje podjetja, ker tega ne more. Sindikat je pooblaščenec zaposlenih v podjetju. Vloga sindikata je zagotovo obveščati ljudi o njihovih pravicah, obveščati o možnostih, ki jih imajo, ne more pa sindikat namesto njih uveljavljati njihovih pravic. In to se v tem primeru dogaja. Jaz sem govorila z Zdenko, ona tudi pravi, da zaposleni ne želijo prijav na inšpekcijo dela, da zaposleni ne želijo vlaganja tožb, da zaposleni ne želijo vlaganja izvršb in da želijo to, kar je rekel v bistvu Goran, pa je lahko nenavadno, ampak pustite nas primeru, da lahko pridemo s takim delom do penzije. Zdaj pa nekaj, celoten sistem, pa mislim, da lahko problematiko podjetja razširimo ne samo na konkreten primer. Celoten sistem delovnopravne zakonodaje in varstva pravic delavcev v Sloveniji temelji na individualni odgovornosti posameznika. Torej, posameznik, ki ne dobi plače, mora reagirati, mora se izpostaviti. Predstavljajte se, vi ne boste dobili plače, a neverjetno boste naslednji dan vložil izvršbo in računal, da boste ostali v delovnem razmerju. Samo karikiram. Ja, moram samo ukrepati v tem primeru, ampak k temu še pridemo v nadaljevanju. Vi ste 25. marca letos za Svet 24 rekli, vas bom citiral, sindikatom se dostikrat pripisuje vloga ali pa javnost percipira, da je naša glavna vloga preprečevanje odpuščanja in obramba delovnih mest. A za moje pojme ne. Odpuščanje, zapiranje podjetij, stečaji in odpiranje novih podjetij, to so naravni procesi v gospodarstvu, to ni nič posebnega. A mar ni ravno ravnanje vaše sindikalistke takšno, kot da želi ohranjati delovna mesta ali denar v podjetju, če hočete? Ne, ti zaposleni želijo ohranjati delovna mesta. Ne gre za njihov položaj in za njihovo pravico v končni fazi. Želela sem, nadaljevala bom tam, kjer sem začela. Odgovornost posameznika v Sloveniji za lastno stanje. Jaz mislim, da bo treba obrniti prakso, obrniti jo bojo morale zrasti institucije, ki imajo v rokah te mehanizme. To, da inšpekcija zdaj ugotavlja, da ni storila ničesar, je samo potrditev tega, kar se je v praksi dogajalo. Zato, ker inšpekcija ni odreagirala v 40, 33 ali pa 70 primerih v tem konkretnem primeru, je to znak tudi za vsa okoliška podjetja, da jim pravzaprav ni treba spoštovati zakonodaje, ki je predpisana glede izplačevanja plač, višine dopustov in tako naprej. Ne samo inšpekcija dela. FURS ima podatke o tem, kdaj so plače izplačane, kdaj plače niso izplačane. FURS ima mehanizme tudi za vlaganje stečajev, takrat, kadar niso izplačani prispevki, kadar niso izplačane plače posameznikom in tudi te institucije v bistvu niso storile svojega. Jaz tudi nisem slišala nobenega predstavnika gospodarske zbornice, ki bi razlagal v tem trenutku, kako njihova podjetja poslujejo, jih pa vedno poslušam na drugi strani, ko se bodo pohvalili z velikimi dobički in božičnicami. Skratka, to, da se zdaj skuša posamezniku v podjetju skoraj da naprtiti krivdo, da ni dovolj odgovoren za to, da bi tako podjetje, in to podjetje bo šlo po tej poti zagotovo v stečaj, je mislim, da nekoliko preveč. Gospod Lukič, vaše mnenje o tem, kakšna bi tu morala biti vloga sindikata v podjetju? Njegov predsednik tega sindikata, denimo, z nami sploh ni želel govoriti. A je to bežanje od odgovornosti?
Ne, jaz tukaj ne morem zdaj komentirati, kaj ni naredil predsednik sindikata v firmi, ampak lahko rečem nasplošno, da v takih situacijah so dostikrat, tudi sam sem bil že nekaj časa na sindikatih, dostikrat so v bistvu sindikati kot organizacije, interesni, ki zastopajo delavce v podjetjih oziroma organizacijah, so dostikrat v zelo nerodnem položaju. Zaradi tega, ker imajo po eni strani še posebej takih primerih seveda svoj žarometer, če tako rečemo, da kje ste bili, a ne? Po drugi strani pa je seveda tudi vprašanje želje, pa to ne govorimo zdaj recimo o pravi besedi, ampak o tem, kaj si po narekovaju upajo delavke in delavci, da grejo naprej. In zdaj, kje je tukaj sindikat, kje je tukaj sindikalistka oziroma sindikalist? Ali bo šel sam naprej, ali bo šel sam naprej vlagati tožbe, ali bo šel sam naprej stečajo vlagati. In je tukaj med kladivom in nakovalom. Zagotovo ve, v bistvu seveda, da se dogajajo krivice, ker ga temu obveščajo, hkrati ga pa obveščajo, daj prosim ne iti predaleč. In potem ima to breme na sebi. Tudi nam se to dogaja na delavski svetovalnici. Jo, veš, kaj se mi tam dogaja, kakšne kršitve imam, pa ne plačuje plač, ampak daj, počakaj. Počakaj nekaj časa, ampak dokdaj? Ja, ko ste omenjali inšpekcijo, tudi v.d. glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić je za N1 dejal, citiram, bodo zdaj tudi gledalci videli, in potem pridemo v bizarno situacijo, da za kršitev vesta tako inšpektor kot žrtev, ki pa potem izpriča popolnoma drugo zgodbo. Prav zato moramo zgraditi zavedanje, da delavec ni v lasti delodajalca. Kako to zavedanje zgraditi, gospa Jerkič? Ja, tole je izjava, ki je lahko zelo dolgoročna stvar vzgoje. V Sloveniji, kot se rekla, tole ni edini primer. In v Sloveniji smo se srečevali z neizplačevanjem plač 6 mesecev in več, pa delavci niso bili pripravljeni pravzaprav narediti koraka. Nedavno nazaj smo imeli tako podjetje v Mariboru, če se spomnite, ko so delavke potem celo hodile v Avstrijo na lastne stroške delati, zato ker so verjele, da bodo še vedno ohranile zaposlitev. Jaz mislim, da ni odgovor v vzgoji posameznika. Morda so tudi mlajše generacije drugačne, mlajše generacije ne počakajo, da pride do neizplačila plače, niso zadovoljni, se preselijo drugam. Zdaj je v Sloveniji tudi situacija, ko se to celo lahko dela, ker je služb zaenkrat relativno dovolj, ampak ta okolica, o kateri govorimo, ni taka in te delavke niso take. Nazaj v sistem je treba pogledati, ki omogoča, da prihaja do neizplačila plač, pa še enkrat, tukaj gre trenutno za eno plačo, kaj hitro se seveda lahko zgodi, da bosta 2, 3, ampak da tudi, ko pride do 5 neizplačil, še vedno ne odreagira sistem, ne prepove dela takemu delodajalcu, ne prepove odpiranja novega podjetja takemu ali podobnemu delodajalcu, ga ne kaznuje, mu ne pobere premoženja. Skratka, vse, kar se na koncu zgodi, in to mi bo tudi Goran potrdil, ljudje na koncu ostanejo brez zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, tisti, ki je pa za to kriv, pa ustanovi novo podjetje in zaposli druge delavce. In to je napaka v sistemu, ne nekje druge. Ko bodo pa posamezniki seveda toliko ozaveščeni, da se bodo upali potegniti sami za svoje pravice oziroma prvi dan, ko se bo to dogajalo, dati delodajalcu rdeči karton, potem pa bo na tem svetu mnogo lepše, ampak jaz ne poznam države, kjer bi se to dogajalo, niti ne poznam sindikatov, ki bi znali to rešiti. Gospod Lukić? Ja, mislim, zdaj na zadnje moramo se vprašati, v kolikšnem obsegu in kje vse se to dogaja. Jaz se vam spomnim zgodbe izpred nekaj časa, ko smo opozarjali na delavske svetovalnice, koliko kršenja pravic agencijskih delavcev v podjetju Inkom. In kaj se je zgodilo? Prva, recimo temu, obrambna linija tega podjetja, veste, kdo so bili? Zaposleni. Oni so se v bistvu javili, češ da napadamo imidž njihovega podjetja. Teda niso tukaj zadeve enoznačne. In še enkrat poudarjam, ni sam stvar, da je to neko zaprto lokalno okolje, hermetično, v katerem potem takšen lokalni delodajalec, takšne delavce, ki so recimo, kot sem rekel, dalj čez, tudi po več tečajev in imajo takšen emšo izkorišča. Na vse zadnje, tudi sam se recimo razkrat pogovarjam z delavci v medijih. Ogromno izkoriščenja. Kdo se izpostavi? Zelo malo. Tako da tukaj pogledamo generalno vprašanje, zakaj imamo situacije, v katerih se delavci ne izpostavljajo in preventivno ne grejo naprej napram delodajalcu, ker potem delodajalci
bili sami tisti, ki bi se mogli v bistvu prevzgojiti, če tako rečemo. Zdaj bomo pogledali še izjavo pristojnega ministrstva za delo. Državni sekretar Dan Juvan je bil izjemno ostro do takih praks. Spraševal se je prav tako, kje je bil teh 11 let inšpektorat za delo in vložitev ovadbe, ki se je zgodila danes, pozdravlja. Če je vse to res, kar trdite v vašem prispevku in tudi če se vse to potrdi, kar smo tudi mi preko inšpektorata zvedeli, koliko je bilo teh nadzorov, mislim, da tako podjetje ne bi smelo obstajati, bi se mogli dol zapreti in odgovorni za tako brutalno izkoriščenje bi mogli iti za pahe, kar je tudi določba kazenskega zakonika in v tem smislu tudi podpiram oziroma pozdravljam kazensko ovadbo zoper kršitev temeljnih pravic delavcev. Se vam zdi ta kazenska ovadba prepozna? Prepozno, ne vem. Vem samo to, da ta primer potrjuje nekaj, da imamo v Sloveniji nekatere firme, ki delujejo po poslovnem modelu, plačaj globe, pojdi naprej, in kjer je strošek glob že ukalkuliran v letne bilance na ta način. Mislim, da je tukaj problem. Zdaj, kaj inšpektorat delal 11 let narobe, verjetno tako velik. Mislim, da inšpektorat mora pokazati zobe in take primere v javnosti dobro predstaviti in tudi ostalim delodajalcem sporočiti, da se z inšpektoratom ni za hecati. Tako na prvo oko pa na prva poročila z tega primera vidim, da je morda tukaj poostren inšpekcijski nadzor, javno obelodanjenje kršiteljev in to mislim, težko na pamet rečem, če bi, ne vem, višja globa pomagala, jaz sicer osebno jo zagovarjam, je pa tukaj treba biti tudi primerljiv z ostalimi zakoni, z Evropsko unijo, tako naprej. Tukaj res mislim, da je inšpekcijski nadzor tisti, ki bi mogel to že prej preprečiti in me zanima tudi, zakaj ni. Ja, to nas v bistvu vse zanima, ampak kot rečeno, ovadba je zdaj vložena. Gospod Lukič, strani inšpektorata zaradi kršenja temeljnih delavskih pravic, a bi kaj spremenilo, če bi bila vložena recimo že kdaj prej? Ja, absolutno. Mislim, to ni samo stvar tega, kaj se vloži, ampak kdaj se vloži in katere orodja nadzora se uporabijo. Če ti greš delodajalcu, tako da na vse zadnje se z njim lepo pogovarjaš, ga razumeš, mu kimaš, to govorim kot inšpektor, recimo v primer inšpektorja, ne da sem zdaj jaz, ampak govorimo o situaciji, kjer prideš noter in rečeš, ok, ja, razumem, daj ti to porihti, boš potem čez 2 tedna, ko pridem, boš imel urejene papirje in bomo naredili eno odločbo ureditveno in to je to. Skratka, če bi pa bila zadeva obratna, če so elementi kršenja temeljnih pravic delavcev izpolnjeni in da se potem to ugotovi, potem se mora dati takoj ovadba in to je tudi signal za vse tiste okoliške delodajalce. Tako pa se s tem v bistvu z opomini, z ureditvenimi odločbami vzgaja tudi druge delodajalce, ki pač delajo, kar delajo. In še ena stvar je, tukaj je lokalno okolje še enkrat. In doskrat moram pač povedati, je v lokalnem okolju ne samo povezava gospodarstvenikov, ampak je tudi povezava teh istih gospodarstvenikov z lokalnim okoljem v smislu institucij. To so ljudje, ki se poznajo. In v bistvu je, verjamem, da strah teh delavcev tudi, recimo strah pri vprašanju, koga pa vse ta pozna direktor. Mogoče pozna tudi inšpektorja. Mogoče, če jaz govorim z inšpektorjem, bo potem inšpektor povedal temu direktorju, da sem jaz govoril z njim. Tako da lokalno okolje pomeni tudi to, kako je v to vpet tudi inšpektor. Tako da treba tukaj tudi razčistiti vlogo inšpektorja v smislu objektivnega nadzora. Ne samo tega, da prideš tja, pogledaš, daš kljukico, pa greš potem pa rečeš, sem opravil nadzor. Ovadbo, čeprav prihaja pozno, najbrž pozdravljate, gospa Jerkič. Ja, absolutno. Sem se pa spomnila vmes, kako zelo nezaželeno je bilo popravljanje kazenskega zakonika nedolgo nazaj. Namreč ovadba sama po sebi ne bo rešila ničesar, to verjetno vemo. Treba bo dokazati v ovadbi, da je bilo to dejanje storjeno, če že ne naklepno, pa vsaj iz velike malomarnosti. In tukaj vem, da v preteklosti so imela in tožilstva in sodišča velike težave. Je sicer nekaj primerov, kjer je bil delodajalec za to obsojen, ampak ne veliko. Tukaj imamo seveda časovni kontekst, kar pomeni, ta ovadba ne bo rešena v roku 1 meseca ali 2. Treba je vedeti v nadaljevanju, da taka ovadba povzroči nezaupanje v podjetje, kar bo dodatno povzročilo verjetno še kakšno neizplačilo. Pa še enkrat, me bo zelo veselilo, če bo inšpekcija začela postopati bolj natančno, če bo tudi zaprla kakšno podjetje, tudi to ne vem, če se je že kdaj razen v Marinbluju zgodilo začasno, samo pa še tukaj nisem prepričana. Ampak tudi inšpektori se vedno znova znajdejo v isti dilemi.
In kaj sedaj? Lahko zaprem, ampak to pomeni, da sem 100, 200, 300, 800 delavcev poslal domov in na zavod. Tudi inšpektori si niso upali tega dela do zdaj. Sem pa prepričana, da so te pravočasne aktivnosti boljše kot potem, nam zdaj rekla, vlačenje, po dolgem pa počez ali pa brcanje mrtvih konjev, na koncu, kar od teh podjetij ostane. Nekatere države imajo mehanizem, po mesecu ali dveh neizplačil plač pride avtomatično do sprožitve stečajev, zato da se te agonije preprečijo, ali pa imajo mehanizme pomoči takim podjetjem. Dajmo dopustiti možnost, ne vem, če v tem konkretnem primeru poznam premalo, da obstajajo tudi podjetja, ki imajo zgolj začasne težave. Če je bil izključni trg Ukrajina, pa se tam zgodi vojna, potem bomo takmu delodajalcu verjetno težko obesili krivdo, da ni izplačal plač, hipotetično. Skratka, na eni strani zelo ostre mehanizme za to, da se prepreči tako ravnanje, na drugi strani pa tudi mehanizme za pomoč, za premostitev mogoče meseca ali dveh, tudi na tem področju, ne vem, če smo v Sloveniji zelo inovativni. Zdaj, državni sekretar Juvan ni prepričan, ali bi više globe zalegle, po vaše bi? Če ni denarja na računu, potem nobena globa ne zaleže. To je moje osebno prepričanje. Poleg tega vem, da inšpekcija izreka veliko število glob, da pa tudi velikega števila glob sploh ne izterja. Bili so podatki pred časom, mislim, da 2 ali 3 leta nazaj, o 3 milijonih izrečenih glob inšpekcije na letni ravni, od tega je bil 1 milijon izterjan, 2 milijona pa ne. Kakšen učinek ima tisti 2 milijona evrov glob, ne vem. Vem pa, da če bi bil izterjan, bi pokril finančno poslovanje inšpekcije kot take. Naj spomnim, da inšpektorjev je še vedno samo 60. Kljub temu, da že 10, 15, 20 let govorimo, da je nadzora premalo, jih je kvečemu kakšen manj, ne pa kakšen več. Ja, tu menda ministrstvo tudi neke kadrovske ukrepitve načrtuje. Ja, mogoče je moglo stoniti podjetje, ko je lažje. Bomo videli. Gospod Lukič, kaj pravite vi na više globe, na poostrene inšpekcijske nadzore, na javno objavo kršiteljev, kar tudi omenja državni sekretar? Mislim, če gremo zdaj po obratnem vrstnem redu, javna objava kršiteljev je že bila. Javna objava kršiteljev se je potem spremenila v en tak tihi zavihek na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, kjer moraš unesti pravzaprav davčno ali pa matično številko podjetja. In to je zelo skrit del evidence Zavoda za zaposlovanje. Včasih je bilo to, da si kliknil in se je v bistvu seznam odprl in si pogledal, ali je to podjetje na seznamu ali ne. In na zadnje, tudi še par let nazaj je bilo tudi javna objava delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, tudi te evidence ni več. Imamo pa po drugi strani še vedno to prosto gospodarsko pobudo, še vedno lahko verižijo podjetje ti delodajalci, torej tisti, ki so kršili temeljne pravice delavcev, tisti so izključeni, ampak oni pa potem najamejo, če tako rečemo, mulo, ki mu potem daje polno pooblastila in gre zadeva spet naprej. Tako da zadeva je tukaj, da v osnovi inšpektor mora uporabiti polno pooblastila, ki jih ima na razpolago, in to pravi čas. To je osnova. Zdaj, profesorica na Ljubljanski fakulteti za socialno delo, doktorica Vesna Leskošek, je za N1 opozorila, da pri takšnih sistematičnih kršitvah veliko vlogo igra prav država, ki slabo naslavlja razmerja moči med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Takole pravi, citiram: Slovenija je zelo šibka pri preprečevanju slabih praks, zlorab delavskih pravic in trpinčenja. Sam sistem še ni oblikoval ukrepov, ki bi tako ravnanje kaznovali in preprečevali. Nasprotno, deluje na način, ki podpira zlorabe, je dejala. In točno to tu vidimo, da postaja to poslovni model nekega podjetja. Moje vprašanje je tu, kakšen način torej potrebujemo in kako naj ta način deluje. Morda na vladi rabijo kakšen brezplačni nasvet pri tem. Zdaj mislim, da se celo oddajo že dotikamo v bistvu vsebine problema. Mislim, da sem v začetku začela s tem, da celotno, mi imamo dobro delovno-pravno zakonodajo, tako mimogrede, problem je, ker se izredno slabo izvaja. In temelji na tem, da se mora vedno in znova izpostaviti posameznik. To se pravi, sistem proti posamezniku, posameznik je bil vedno šibka stranka, tudi delovno-pravna zakonodaja je bila ravno zaradi tega tudi sprejeta. In moram reči, da tudi vse vlade ne razumejo tega enako. Imamo marsikatero vlado, kjer je celo minister za delo zagovarjal delodajalski vidik bolj kot pa delavskega. To breme,
iz posameznika, da je posameznik odgovoren za to, da svoje pravice izterja, je treba prenesti na sistem. Sistem mora biti tisti, ki to preprečuje. Res, da se sklepa pogodba o zaposlitvi, ampak že sama po sebi je ta pogodba zelo neuravnovešena. Jaz poznam zelo malo ljudi že, ko sklepa pogodbo o zaposlitvi, da bi jo odklonil pa rekel, jaz pa takale ne bom podpisal, ker želim drugačno. Že na samem začetku se vidi, kdo je močnejši in mi moramo prenesti, dokler ne bo zrasla kultura in te v Sloveniji primanjkuje, to breme na institucije, ki jih za to imamo. Se pa imamo inšpekcijo, imamo FURS, imamo DURS, imamo policijo, pa imamo še koga, ki bi moral v ta del usmeriti veliko več pozornosti in dokler je verjetnost, da zadaneš na lotu večja, kot pa da te obišče inšpekcija za delo, je jasno, kaj se bo na terenu dogajalo. Gospod Lukič, kakšen sistem torej potrebujemo, da bo deloval obratno, kot deluje zdaj? Potrebujemo sistem, ki bo dal rezultate. Torej, jaz se popolnoma strinjam z Lidijo, ko pravi, da je treba dati to breme na sistem, ampak ta sistem mora biti seveda tudi učinkovit pri pregonu in na koncu, kar je najbolj pomembno, mora dati takšen rezultat, ki bo dal jasen signal delodajalcem, da se ne splača kršiti oziroma da se ne sme, in jasen signal delavcem, da v primeru, če se dogajajo kršitve, da ga bo sistem varoval. In to je tisto, kar recimo tudi od delavcev, ki k nam prihaja, mi gremo v bistvu potem na tožilstvo, mi gremo na sodišče, ampak potem kolesje gre svojo pot. To traja potem lahko leta in leta. In imamo nažalost tudi delodajalce, ki se tega aktivno zavedajo in rečejo, med 100 delavci rečejo, pač ne bom plačal regresa, tisti, ki pač bo šel v sodno kolesje, naj se pripravi na dolgo bitko, jaz imam odvetnike, ti jih nimaš. In v bistvu zato pravim, sistem definitivno mora tukaj se postaviti na stran šibkejše strani, torej delavca, in definitivno mora pokazati rezultate. Ne pa zdaj tisto, kar recimo ena stvar, ki poudarim, je to, da ko inšpektor izda recimo globo. Veste, koliko glob se potem da v sodno varstvo strani delodajalcev? Delodajalci potem grejo v sodno varstvo sebe napram globi, ki jo izda inšpektor, in veste, koliko v primerih potem pade ta globa in se spremeni na podlagi odredbe sodišča v opomin. Samo v primeru, recimo, Mariborskega inšpektorata je rekel, vodje Mariborske enote v 80% nam spremenijo globe v opomin. Kakšen je to signal sistema? Zdaj, po aferi Marinblu, kjer je bila že vložena obtožnica zaradi kršenja temeljnih delavskih pravic, je zdaj Državni zbor sprejel zakon o evidentiranju delovnega časa, kako se bomo po novem štempljali, če rečem po domače. V tem ste na Ekonomsko-socialnem svetu v bistvu že 3 leta nazaj, če se prav spomnim, prišli zelo daleč, se praktično uskladili, ampak delodajalci so zdaj šli v zrak. To je neizvedljivo, pravijo, kdo bo to beležil, se sprašujejo, ali lahko ta poostritev, da je treba čas prihoda in odhoda na delo določiti točno, kdaj se gre na malico, vse to, bo to pripomoglo, da bo takšnih kršitev, o katerih se pogovarjamo danes, manj, gospa Jerkič? Morda. Ambicija sindikatov je bila v primeru tega zakona bistveno večja. Prvi osnutki oziroma predlogi ali usklajevanja pred korono so šla v smeri obveznega elektronskega evidentiranja delovnega časa, potem takih tehničnih problemov ne bi bilo, ker zdaj je za vsakega nekoliko posebej. Zakaj? Zato, ker teh evidenc enostavno ni, če so lahko celo trojne in tudi če so, se popravljajo. Elektronsko beleženje delovnega časa bi to preprečevalo. Zdaj, tisto, kar je ostalo po usklajevanjih v zakonu, je začetek, kar se mene tiče. Ena od stvari, ki je pozitivna, je možnost uvedbe tega elektronskega beleženja tam, kjer bodo kršitve ugotovljene, kar pomeni, da vendarle bo treba vseeno kršitve uvesti in pa tam, kjer bo sindikat to zahteval, kar pomeni, da bo tudi verjetno v ozadju kakšna kršitev. Zakon kot tak se bo popravljal, če bo potrebno. In ja, delodajalci pravzaprav za vsako tako stvar, ki zaostruje nadzor, ki dela večjo preglednost in omogoča nadzor tudi zunanjim institucijam, zganjajo halo in dvigajo prah. Če se spomnimo davčnih blagajn, kakšno težavo smo videli, ali pa zakona o minimalni plači. Tako da to je bolj folklora. Torej ne mislite, da je zakon neizvedljiv? Ne, zakon je izvedljiv, absolutno je izvedljiv, je pa res, da je nekoliko, da omogoča oziroma da pomeni nekoliko več dela,
ampak namenjen je zaposlenim, še enkrat ne delodajalcem, se bodo pač že potrudili, zaposleni bojo pa vendarle imeli v rokah nekaj več možnosti dokazovanja, koliko časa so delali in kdaj so delali. Gospod Lukič, bi tak zakon, kot zdaj velja, preprečil zgodbo Marinblu, pri kateri ste bili zelo vključeni, bom rekel, na katero ste zelo opozarjali? Če prvo odgovorim na to vprašanje okoli zakona o evidentiranju delovnega časa, vse tako na štempljanje je že. In to, kar govorijo delodajalci, to v bistvu meni sploh ni jasno, ker so si oni to sami naprtili, te dodatne bremenitve. Recimo, ne vem, ko greš, ne vem, primer sem dal, recimo Danska, se pogovarjaš s kakšnim delodajalcem na Danskem, ni normalno, da je delovnik 8 ur. Če imaš pa takšno delovno okolje, kot je v Sloveniji, ko intenzivnost dela, pa ekstenzivnost dela, normalno, da gre preko 8 ur. Ja, kaj potem, ko delodajalec pričakuješ? Mislim, če je bilo normalno delovno okolje, normalna delovna kultura, potem se mi ne pogovarjali o tem, da delodajalci kričijo o dodatnih obremenitvah. To niso dodatne obremenitve. To je posledica slabih praks, ki jo ti delodajalci ustvarjajo. In to je posledica tega, da inšpektori niso imeli ustreznega orodja, da to naslovijo. Kaj se pa tiče Marinbluja pa Seleje, bom pa zelo vesel, da se ta zadeva ne bo končala leta 2027 in da se, ali pa recimo, da se bo končala 2027 z kakšnimi razvodenelimi ukrepi, ampak da se bo čim prej zaključila. Tudi na podlagi tega, recimo, ko smo vsi videli, kakšni so bili tam pogoji, tudi delovnega časa. Ja, gremo v sklepni del, prihaja 1. maj, pa 2. seveda. Tudi letos boste, gospa Jerkič, na predvečer praznika na Rožniku. Vaša letošnja čestitka v prazniku pravi takole: noben družbeni red do sedaj ni bil pravičen, vsakici stojijo nasproti močni, privilegirani posamezniki ali skupine z veliko kapitala na eni strani in velika množica odvisnih, revnih posameznikov z malo ali nič pravicami, pogosto prvi stojijo nad drugimi. Ali pri tej razkriti zgodbi, o kateri danes govorimo točno o tem in kakšno bo v bistvu vaše glavno sporočilo v nagovoru ob letošnjem prazniku? Ja, točno o tem smo govorili celo oddajo. Ni nobena skrivnost in vsi vemo, da je denar sveta vladar in v teh relacijah delavci-delodajalci je ta zgodba vedno enaka. Zdaj morda, glede na statistike, se zdi, da imamo v Sloveniji v tem trenutku bolj ugodno situacijo, majhno brezposelnost, veliko zaposlenost. Tudi jaz upam, da se pogovarjamo o izjemah in ne o pravilih v takih situacijah in prav je, da se pogovarjamo, da bi bilo teh izjem čim manj, ampak situacija se lahko zelo hitro obrne. In morda je situacija, kot jo imamo zdaj, nek higienski minimum, ni pa vse v plačilih in v delovnem razmerju za nedoločen čas. To je šele začetek za nadgradnjo vsega ostalega, tako za varnost zaposlitve, za varno in zdravo delo, za možnost napredovanja, izobraževanja, boljše usklajevanje, če hočete, družinskega življenja in poklicnega, krajši delovni čas in tako naprej. Tako da vsa izboljšanja morda v zadnjih 120 letih, ker imamo to industrijsko revolucijo ali pa bolj razvite odnose kapital in delo, sicer kažejo v smeri izboljševanja položaja zaposlenih, ampak daleč od tega, da bi bili s tem zadovoljni, in svet je konec koncev ne samo Slovenija. Morda v Sloveniji nismo najslabši, zagotovo nismo najboljši, so pa še predeli sveta, kjer pa je to stanje zelo na začetku. Več pa seveda v vašem govoru na Rožniku. Gospod Lukič, kaj pa je po vaše glavno sporočilo letošnjega praznika dela slovenskim delavkam in delavcem in kakšno sporočilo morda ob tem pošiljate tudi vladi, ki je glavni fokus zdaj usmerila v področje zdravstva, ostale reforme pa, če bodo, če pa ne, pa ne? Mislim, bomo tukaj čisti iskreni, kakor smo lahko, včasih se mi zdi, kakor da se te reforme diktirajo predvsem rejtingi, da na neki točki rečejo, mi za to ven potegnali, pa bomo nekaj časa se pogovarjali o zdravstveni reformi, potem pa pač bomo malo potihnili, pa bomo nekaj druga. Mislim, da tukaj imamo malo večji problem. Mi imamo problem, ko je dosti delavk in delavcev se nekako, pa bom rekel kar direktno, privadilo, ne navadilo, privadilo v bistvu izkoriščanje na delovnem mestu. In to moramo razbiti. To moramo razbiti, to pozicijo moči teh delodajalcev, ki pravzaprav, kot sem že prej na začetku rekel, sploh ne rabijo kaj povedati, zaradi tega, ker je že vse skupaj naprej sprogramirano. In tukaj je naloga države, da vstopi noter in reče, takšne delodajalce pa mi ne rabimo. Zdaj pa, kakšna je zdaj situacija? Sam primer recimo glede sage okoli outsourcinga, torej
tega, da zdaj vse več naročnikov oziroma delodajalcev ven meče določene storitve. Ja, kaj pa dela država na tem področju? Strateške dokumente, analize in tako naprej, še vedno se pa ne veliko outsourca oziroma se sploh ne zaposluje nazaj. Ista država pa govori o tem, da se je borila proti prekarnosti. Spet napačen signal. Ste želeli? Zdaj, na nek način je zanimivo, kako v javnosti odmevajo določene stvari. In ni res, da se v tem trenutku dogaja samo zdravstvena reforma. Fokus vlade je izpričano po predsedniku. Fokus vlade, fokus javnosti, tudi morda zaradi interesa vseh skupaj, ampak v ozadju že vsaj 4 mesece tečejo tudi pogajanja za spremembo zakona o delovnih razmerjih. In v tem kontekstu pogajanja o obvezni božičnici, o varstvu sindikalnih zaupnikov, 30-urnem delovniku, tudi spremembi pogojev za zaposlovanje v agencijah in tako naprej. In včasih je prav zanimivo, ko socialnega dialoga ni bilo, se je o ekonomsko-socialnem svetu slišalo veliko več kot zdaj, ko socialni dialog teče in pogajanja tečejo. Na nek način je ta ZDR, zakon o delovnih razmerjih, kar poniknil, kot da se nič ne dogaja, pa vendarle se. Jaz nisem čisto optimist, da bo vse to, kar sem naštela, postalo tudi meso, zagotovo pa tečejo debate okrog tega. Bomo pa vedeli, ali bodo na koncu to, kar bo iz pogajanj sprejeto, poimenovali reforma. To bo zanimivo spremljati, ker očitno so ljudje občutljivi na to besedo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Goran Lukić, gospa Lidija Jerkič, najlepša hvala, da sta prišla sem in seveda obema tudi želim vesel praznik dela. Tudi vam. Vesel in srečen 1. in 2. maj. Tako. Seveda vse dobro tudi vam ob prazniku dela. Upam, da ga boste dobro in lepo praznovali. Hvala, da nas spremljate. Seveda vse, kar bo novega v zvezi z zgodbo podjetja Moda Milan iz Gornjih Petrovcev, o kateri poročamo v zadnjih dneh, še vedno sproti objavljamo na naši spletni strani n1info.si in vsi odzivi, ki bodo jih prihajali, jih bomo seveda objavili. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.